Lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci, ki smo jo sklicali z namenom, da predstavimo kandidate Slovenske ljudske stranke na letošnjih lokalnih volitvah. Še poseben pozdrav velja gospodu poslancu Bojanu Podkrajšku in hkrati tudi predsedniku občinskega odbora Slovenske demokratske stranke, Branku Bračku, članu uprave Uniorja, in pa Juretu Levartu kot predsedniku občinskega odbora Nove Slovenije. Mi smo si za letošnje volitve izbrali povsem enostaven in kratek slogan, pomeni gremo naprej. Tako ali drugače, kako razumete, kakor želite, mi enostavno gremo naprej. Sploh, če pogledamo, da je bilo v zadnjih nekaj letih marsikaj postorjenega, marsikatero novo pridobitev smo dobili v občini Slovenske Konjice. Če med njimi samo omenim toliko let želeno centralno čistilno napravo v samih Slovenskih Konjicah, ogromno vodovodnih in kanalizacijskih cevi je bilo zamenjano, obnovljen Stari trg, obnovljen B objekt na dvorcu Trebnik in pa tudi nekaj ne smemo pozabiti, širokopasovno omrežje. Kar dva sistema smo v zadnjih nekaj letih vzpostavili. Jaz se spomnim, leta 2006 smo o tem samo niti sanjati nismo upali, danes je to realnost. In če k temu dodamo še spremembe na področju javne razsvetljave, vidimo, da se je kar marsikaj premaknilo in da nas v novem obdobju čaka nekaj začetih projektov, ki smo se jih odločili nekako speljati do konca, jih realizirati, seveda v prvi vrsti ne za lastni užitek, ampak za to, da bo našim občankam in občanom lažje. Tik pred pričetkom izvedbe je velik projekt oskrbe z zdravo pitno vodo, ki v bistvu čaka na zeleno luč strani financerja, to je kohezijskega sklada. Potem imamo en velik projekt dograditve sekundarne kanalizacije, marsikaj potrebujemo, in pa seveda tudi manjših čistilnih naprav v ostalih delih občine Slovenske Konjice, kajti občina ni samo mesto Slovenske Konjice. Zelo blizu realizacije imamo en projekt, ki je zelo pomemben za vzhodni del občine, to je za naselje Mlače in pa Zbelovo. Tisti, ki ste dlje časa v teh sferah, veste, da se že kar enih 30 let valjajo po različnih predaljih projekti zadrževalnikov v Perovcu. Danes smo bližje projektu, da bi zgradili protipoplavne nasipe na kritičnih mestih na Mlačah, še bolj pa seveda na Zbelovo. Jaz upam, da bodo sedanji obeti kmalu dobili zeleno luč in da bomo s tem dejansko tudi začeli. Pri vseh obnovah šol, šolskih objektov in konec koncev tudi pri financiranju gimnazije, ki se v naslednjem letu to obdobje izteka, pri vseh obnovah šol, osnovnih šol nam je ostala za naslednje leto načrtovana energetska sanacija telovadnice v Ločah. Izdano je bilo pa tudi že gradbeno dovoljenje za začetek rekonstrukcije in pa dograditve vrtca na Prevratu in pa tik pred začetkom je tudi izgradnja komunalne opreme v poslovni coni Slovenske Konjice, tako imenovani Konosov travnik, za katerega veste, da se že kar 10 let tečejo pogajanja, kako sploh presekati ta gordijski vozel, v katerega so se pač lastniki ujeli. Jaz bi predlagal, da od teh kratkih informacij, da jih ne bi razširjal, ker je ta
program je v eni varianti dolg 8 strani, v drugi 4. Vsi predstavniki medijev pa so zdaj, verjamem, da že v tem času prejeli po elektronski pošti eno tole kratko sporočilo za javnost, kjer so tudi kontaktni podatki oziroma naslovi spletnih strani, kjer so na voljo natančnejši podatki. Mogoče sem prišparal ali pa prihranil bistvene podatke glede same kandidature, tako županske kot lista vseh svetnikov za občinski svet in pa tudi za krajevne skupnosti. Izvršilni odbor je na svoji seji potrdil mene kot aktualnega župana tudi kot kandidata Slovenske ljudske stranke na naslednjih volitvah, to je na volitvah 5. oktobra. Seveda pa pri tem potrebujem eno ekipo zrelih, preudarnih, izkušenih ljudi, predvsem pa ljudi, ki so vredni zaupanja. In če nakratko predstavim, v volilni enoti številka 1 imamo popolno listo, to se pravi 16 kandidatk in kandidatov. Nosilec je Slavko Hren, vsem poznan, direktor veterinarske postaje, že drugi mandat tudi predsednik odbora za podeželje. Na drugem mestu po listi je Nežika Pavlič, tam se je skrila. Najbolj prepoznavno leto je bilo leto 2014, vinska kraljica Slovenije, kasneje pa seveda tudi se je udejstvovala na marsikaterem področju, poleg zaključevanja študija prava pa ima trenutno se ukvarja z mladinskim centrom kot direktorica Mladinskega centra Dravinjske doline v Konjicah. Tretji je Stane Frim, tudi dolgoletni svetnik in pa predsednik odbora za finance. Za danes se je opravičil, ker je pač tudi v službi se ne more tako enostavno vzeti čas tako, kot bi si sam želel. Četrta Simona Medven. Peti Marko Cigler je tudi najavil, da ga verjetno ne bo mogel priti. Šesta Julija Furman, ki si Julija tamle. Sedmi Stane Levart, tudi v službi danes. Osma Dragica Čander, tudi poznana marsikateri generaciji. Deveti Srečko Gorinšek, predpostavljam, da je on danes dežuren, ne Slavkota, drži. Deseta Ljubica Konec, Društvo kmetic Zarja. Herman Cigler je tule nekje. Aha, tamle. Dolores Lola Fideršek, tamle, tudi prepoznana. 13. mlajša generacija Jernej Podkubošek, podjetnik. 14. Nada Reš je tudi danes ni z nami. 15. Temali Krošelj, Jože Kotnik mlajši. In pa na 16. mestu sem se jaz postavil na to, da vemo, kam pašemo. Druga volilna enota, Dušan Arbajter, 31 let predsednik krajevne skupnosti Draža vas, se moram malo preračunati, toliko let je preteklo, kot nosilec liste. Druga Mateja Prah, nekoč Povh, kar pomiga, da te najdejo. Tretji Janko Čakš. Četrta Andreja Margoč Kavc, kmetijska svetovalka, je tudi na terenu. Peti Jure Brumec, Vinum. Šesta Tina Korošec in sedmo mesto Andrej Lopan, tisti pa je tu, Trebarjev Pep. Tako da jaz pričakujem, oziroma sem prepričan, da je ta lista takšna, ki bo nekako med volivci našla dovolj podpore in vzbudila toliko zaupanja, da bomo dobili toliko glasov, da bomo lahko vse, kar smo prej omenjali, skupnimi močmi nekako tudi izvedli. Marsikaj smo izvedli v zadnjih 2 mandatih, v zadnjih 8 letih, samo na način, da so bile seje občinskega sveta relativno mirne,
povprečje je bilo tam malo čez 2 uri, kar eni lahko samo sanjajo, in poudarek je na tem, da se s slogo da marsikaj narediti. Jaz bi samo še povedal podatek, ker imamo ene predstavnike oziroma kandidate tudi za liste oziroma za člane sveta krajevnih skupnosti. Mi mislim, da imamo prav v vseh krajevnih skupnosti razen v dveh nimamo predstavnika. Vseh kandidatov, ki jih je občinski odbor Slovenske ljudske stranke Slovenske Konjice predlagal, je 38. Tako da jaz vseh ne bi našteval. Podatki so na koncu tudi pri volilni komisiji oziroma bodo potem na glasovnicah. Sem pa vesel, da smo vso to dogajanje zadnjih 8 let in tudi to slogo, ki smo jo v prvi vrsti v občinskem svetu, ki smo jo v prvi vrsti gradila z zdaj že bivšim podžupanom, sedanjem poslancem Bojanom Podkrajškom, uspeli vtkati tudi v priprave na letošnje volitve. In k temu smo se nekako na istem vlaku znašli tudi z predstavniki Nove Slovenije, tako da pričakujem, da bomo ravno v tem krogu, pa še mogoče kakšnega razumnika zraven, da bomo tudi znali ustvariti takšno vzdušje, kot smo ga imeli do sedaj. Ko se vse stvari, vse vsebinske razprave pa vsebinska vprašanja praktično razčistijo že na samih odborih, tako da je potem seja občinskega sveta neke vrste svečan zaključek enega procesa, demokratičnega procesa, kjer so vprašanja, kjer je prostor za vprašanja na odborih, na individualnih vprašanjih, ne pa pozneje neko populistično razpravljanje pred mediji, pred novinarji, ki ne vodi do nobene rešitve, kvečemu povzroča slabo voljo. Jaz bi mogoče na tem mestu se malo ustavil, pa bi kasneje dodali še to, kar sodi tudi na to novinarsko konferenco, mogoče, ampak ne v sklop predstavitve kandidatov stranke, o trenutnem dogajanju, pa bi mogoče predal besedo poslancu Bojanu Podkrajšku. Kandidat za župana v naslednjem mandatu, oba predstavnika vodja liste vaše, seveda spoštovani vsi, ki boste kandidirali na listi za Slovensko ljudsko stranko. Naj povem, da v imenu občinskega odbora Slovenske demokratske stranke sem vesel, ko ste izbrali ljudi, seveda povedam na levo pa desno, ko se življenju veliko postori, ki ni v prvi vrsti pomembna politika, ampak razvoj lokalne skupnosti, predvsem pa razvoj kraja, v katerem pa se seveda vsi skupaj predelo. To mi je zelo pomembno in seveda z delom teh ljudi, ki so nam skupaj, in če koga ni, smo že nekaj let sodelovali v občinskem svetu. Seveda 8 let je to občino vodil Miran Kolenšek. Naj povem, da smo se 8 let srečevala na takšnih in drugačnih področjih. Tudi moram povedati, da vedno nismo soglašali, ampak vedno sem se sam zavedal, pa tudi seveda moj občinski odbor in svetniška skupina, ki je bila v zdajšnjem mandatu največja, če župan izvoljen, je bil Miran Kolenšek. Tako da smo vedno najti kompromis, vedno iskali skupni cilj, da je dobro, tako kot sem rekel na začetku, za dobro lokalne skupnosti. Sedaj moram tudi povedati, da tudi, kar se tiče naših odbora, smo imeli dosti težav v prejšnjem letu. Ko smo iskali kandidata za župana, ampak po mnogih usklajevanjih in pogovorih bi prevladalo mnenje, da gremo 4 na isto pot.
Seveda, odločitev ni bila tako težka, ko smo se začeli to pogovarjati, ker se poznamo med seboj. Vem, da nišče ne drži fige v žepu in da vsi tisti, seveda, ki gremo na te lokalne volitve 5. oktobra, želimo slovenskim volivcem vse dobro in želimo delati za razvoj. Tako sem bil sam tudi vesel. Naj povem, še nisem začel rekel, da je moj podpredsednik Branko Bračko tudi tu veliko truda uvažal, da smo naredili skupno mesto, tako na izvršilnem odboru našem slovenskih volivcem, da nam je to potrdil izvršilni odbor na državni ravni in seveda soglasno tudi podprli na konferenci, ki ni bilo tako malo udeležencev, da podprli Milan Milička za župana naše izbljivega najlepše občine v Sloveniji. Seveda, kar se tiče župana, smo na isti poti. Slovenska demokratska stranka v slovenskih jedinicah, ki se bo maksimalno angažira, tukaj pomagala, seveda, da bomo prepričali čim več volivk in volivcev. Kar se tiče list, smo pa tekmici do 5. oktobra. Tu želimo Slovensko ljudsko stranko pomagati, da bomo bolj uspešni, seveda vsak mora na cilj, ampak 6. bo novi dan, takrat pa bomo šli delati za skupaj, tako smo se odgovorili. Jaz sem zelo vesel, da te poti Nova Slovenija. Z Novo Slovenijo smo se veliko dogovarjali in vesel sem, tako kot si jaz bi to predstavljal na državni ravni, bi tudi mogli, smo mi najti vzorec skupni, kako mestne stranke znajo stopiti skupaj in skupaj na volitve z enim županom, seveda iz drugih del zgodbe, še da se čaka 4 leta, ki ne bo lahek, da gremo skupaj in da delamo tudi tako občine. Jaz mislim, da moramo biti tudi vsi korektni do naših občank in občanov, da situacija ni možna, da velikih pravlic, pa nekih obljub je nekorektno dajati, ker situacija v državi je zaskrbljujoča. Župan je povedal, da država vedno več obveznosti nalaga lokalne skupnosti oziroma občini, seveda denarja je pa vedno manj. Seveda, da bomo uspešni v mandatu, ki ga bomo dobiči do toho, da bomo nekaj volivci zaupali, je najprej pogoj samo eno. Da se znamo poslušati, da znamo skupaj delati in seveda, da bomo vsi iste cilje. Nihče od nas, vseh 3 strank, nima fige v žepu. In koliko, če se ozremo v preteklost, bo to seveda mi slovenski demokratski stranki ne bomo, da ne bi delali skupni dobro. Seveda, verjetno bojo tudi naši konkurenti, ki se še v preteklosti niso pogovarjali za globalno politiko, naših volivkam in volivcem dodajali, kaj bo všečnega. Ampak vedimo, da za vsak cilj se treba še kako potruditi, da dosežemo. In to bo vedno težje. To sem na začetku omenil, da bo všeč, da ste izbrali ljudi, ki znajo pri sebi kaj poštivati, ko delujejo raznih društv, predsedniki delovne skupnosti in ki jim ni najbolj pomembno politika. Tako, da v zaključku želim župan tebi, seveda za našo pomočjo, pa za pomočjo Nove Slovenije, da te volitve dobiš z velikim procentom, to želim pomagati. Moram hvala tudi tvoje do zaključku, kar se tiče občinskega sveta, pa smo pa jaz sem celo razpremali, toliko smo jaz. To je zdrav cilj. Še, Jure, gledajte, zvoli. Hvala za besedo, člani gospod župan. Lep pozdrav Bojan, eden poslancev, vsem ostalim znancem in znankam. Jaz sem rekel, da se v Novi Sloveniji tudi pridružujemo, izhajamo iz našega temeljnega stališča, ki je v geslu blizu ljudem in v
glede na to gesto, nam tudi ni bilo težko dati podporo, oziroma se začeti pogovarjati o podpori obstoječemu županu. Čeprav seveda želja vsake stranke, mislim, da smoter in cilj je, da ima svojega kandidata, ampak ravno zato, kar sta oba moja predhodnika povedala, v dani situaciji kot je, in kako mi razumemo politiko, da ne želimo biti blizu ljudem, predvsem pa, da želimo delati za dobrobit občank in občanov, smo se odločili, da podpremo dano podporo kandidatu Milanu Gorinšku, kandidatu Slovenske ljudske stranke. To smo danes uporabno dobili sklep, ki ga je podpisala naša predsednica, teda tudi 100% drži. Seveda, jaz ne dajem veliko napisno besedo, ampak dajem prednost dani besedi, ki pa smo si, kot je rekel Bojan, tudi predali in tudi jaz vem in si želim, da pač tudi v prihodnje ne bi delali s figo v žepu. Zato, ker verjamem, da so naše tri stranke takšne, da se lahko dogovorimo, smo tudi brez težav pristopili k tej podpori. Seveda, mi imamo za cilj premagati obe stranki, naši kandidati. Jaz sem vam reči, da smo res ogromno trudno dali to, da smo sestavili obe projekti na polne liste. In ko smo se tudi z ljudmi pogovarjali o podpori, ko smo malo mignjali, mislim, da teren zelo strinja s tem, da tu je ena podpora. Tudi podpora ni bila težka, zato ker pač želimo, da uresničimo te zadane projekte, ki je Slovenska ljudska stranka in župan zadal v svojem programu. Želimo pa predvsem se tudi svojemu programu, ki je pa tudi na to, da so pač neke sorodne stranke, vem, da kompatibilni in sorodni vsem dva treni. Teda jaz želim vsem, tako vam, Slovenska ljudska stranka, kot socialni demokrati dober rezultat. Seveda najboljšega želim pa naši listi, za katero ste pripričali, da je najboljša. Hvala. Hvala lepa. Še mogoče nosilec liste prvi volilni enoti, Slavko Hren, eno kratko videnje zdaj pred novimi izzivi. Ja, hvala lepa, predsednik, hvala lepa za besedo. Lep pozdrav našemu poslancu, lep pozdrav predsedniku občinskega odbora Nove Slovenije, lep pozdrav vsem tistim, ki ste na listi, tudi predstavnikom menijo, predvsem pa najlepši pozdrav našim volivcem, če nas bojo volili. Mi smo v Slovenskih Konjicah v enem najlepših mest v Sloveniji. Zgodovinsko staro mesto, kratko smo praznovali 860-letnico, to se pravi, imamo še toliko večjo obveznost, da to mesto razvijamo naprej. Veliko smo postorili, še precej je treba narediti in Konjičani moramo biti ponosni, da živimo v tako lepem mestu, da se družimo, da se v čim večjem številu družimo in da bi znali stopiti skupaj in to občino še enkrat dvigniti, kot je že bila v zgodovini, v vrh slovenskih občin. Poleg tega imamo pa tudi podeželje. Vemo, da je zelo pomembno podeželje, da je tu veliko možnosti, da je veliko neizkoriščene možnosti, čeprav imamo precej dobro razvito kmetijstvo, veliko novih projektov se dela na novo, vendar je tu še ogromno možnosti. Največ jih jaz vidim za nova delovna mesta in pa za razvoj podeželja, to je tako zvane kratke preskrbovalne verige, s katerim bi lahko mi lokalno pridelano hrano pripeljali v vrtce, osnovne šole, vse družbene objekte in pa tudi lokalno med prebivalstvo. Poleg tega je na podeželju velikanska možnosti razvoja turizma. Tako da bi mogoče kot predsednik tega sklica zdaj odbora za podeželje, mislim, da imamo velike možnosti na tem področju in da to moramo negovati. Vsekakor pa moramo sodelovati, moramo delati skupaj, ni bistvena potem, ko bomo izvoljeni, če bomo izvoljeni samo politika, ampak predvsem dobrobit naših občanov. In s tem bi jaz tudi zaključil in se še enkrat zahvalil predstavljam vsem, ki ste tukaj. Hvala lepa, Slavko. Še Dušan Arbajter, druga volilna enota z izkušnjami na področju krajevnih skupnosti. Izvoli. Hvala, predsednik.
Lep pozdrav vsem. Vsem pozdrav namenjam poslancu Bojanu Podkrajšku in pa predsedniku Nove Slovenije in pa podpredsedniku Slovenske demokratske stranke, gospodu Bračkotu, kakor našim članom vsem, pa bi jaz mogoče nekje druge začel. Državno-zborske volitve so mimo. Mogoče se nihče ni predstavljal, pa ni sanjal o tem, da bo iz enega malega kraja, kot je Špitalič v Ljubljani, na enem pomembnem sedežu, sedel človek, ki nima fakultete, ki nima doktorata, nima magisterija, za tistimi, ki imajo doktorate, magisterije. Sam je pa povedal in tudi sam poznam, kakor tudi župan, da je pa država v izjemno težke situacije. Ampak ne zaradi tega, da bi kmečka pamet bila manj vredna, ampak niso jo izkoristili, niso znali poslušati. Niso znali poslušati kmečke logike. Mogoče bo nekaj kmečke logike iz Konjic tudi zdaj prišlo v Ljubljano preko poslanca, ker ni tak, da bi samo govoril, tudi tak, ki zna poslušati. In da pridem na lokalne volitve. Tudi jaz si želim, da bi Slovenska ljudska stranka zmagala, tako kot želi SDS in Nova Slovenija. In to si vsak normalen, ki kandidira, tudi želi in tako je prav. To mora biti cilj. 6. oktober bo novi dan, 5. zvečer bomo zvedeli rezultate in 6. do takrat smo tekmeci, potem je pa potrebno delati skupaj. Zagotovo imam vsaj nekaj izkušenj pri vodenju krajevne skupnosti, ki je bila pred 30 leti Furmanska vas, potem Kurja vas, danes je vas podjetnikov, zagotovo, procentualno najmočnejša v Sloveniji, zagotovo. Govorim pred kamero in upam to trditi. V 30 letih iz enega SP-ja, danes 34 SP, preko 400 zaposlenih, naš je pa 400 volivcev. To je tisto, kar je Slavko Hren povedal tudi bistvo razvoja, od česa živeti, kako. On je predvsem kmetijstva se dotaknil, jaz se malo podjetništva, malo bi se pa tudi krajevnih skupnosti. Občina Konjica ima 16 krajevnih skupnosti. Dosedanji župan, in upam, da bo tudi bodoči župan, je imel smisel in skrb tudi za male kraje, kot so Sojek, Kamna Gora. Vsi ljudje so pomembni, morajo priti v službe, otroci morajo priti v vrtec, malo starejši v šolo in na študij. In je prav, da se približno enakomerno razvijamo. To nam je do sedaj uspevalo. Jaz upam, da bomo skupnimi močmi zmogli tudi mandat, če nam ga bodo volivke in volivci zaupali. Jaz upam, da nam ga bodo vsaj tisti, ki vidijo realno sliko razvoja zadnjega obdobja, in jaz sem prepričan, da tudi ta opcija zmore razvoj in Konjice kot take peljati k boljšemu jutri. Toliko hvala lepa. Še želi kdo besedo? Če ne bi jaz še dodal samo nekaj informacij, verjetno tudi zanimivih za novinarje. Po meni znanih podatkih je bilo do sinoči, ko je bil rok, vloženo 11 list za člane občinskega sveta, za kandidatov za občinski svet. Od tega je ena z imenom in priimkom in podporo volivcev, 3 so kot samostojne neodvisne liste in pa 7 list je s podporo političnih strank, tako da se nam za občinski svet obeta zanimiva borba. Od županskih kandidatov pa je poleg moje kandidature sta še 2, pri čemer bi jaz težko komentiral, ker premalo poznam vso ozadje vseh razlogov, ampak ena je stranka Mira Cerarja, ki predlaga Aleksandro Tehovnik, ki pa, kakor je meni znam, da živi nekje visoko v Nemčiji, tako da si nisem čisto jasnen, kaj ta kandidatura pomeni.
ali pa se obeta v njenem življenju kakšna sprememba, ne poznam, težko bi rekel. Druga pa je Stanislav Podplatan, ki je nosilec neodvisne liste, za županskega kandidata pa je dobil podporo Krščansko-demokratske stranke, nekaj takega. Očitno je nekaj šlo narobe z podpisi, pa je potem zadnjo sekundo vložil z podporo stranke. Pomeni, da ni več pri Novi Sloveniji, kar že malo prej tudi izstopil. Toliko okrog trenutnega stanja, bomo pa seveda videli, kaj bodo v naslednjih dnevih in tednih, kaj bo to vse skupaj prineslo. Jaz niti ne pričakujem neke burne predvolilnih kampanj pa nekih dogodkov. Zna pa biti glede na način razmišljanja posameznikov v Konjicah in okolici, pa zna biti kaj še zanimivo, da se bodo tudi mediji lahko prodajali in da bojo poslušani. Hvala lepa vsem za udeležbo, za sodelovanje in za vse tri stranke velja seveda posebej še pa za našo, da bomo s to kombinacijo izkušenosti, znanja pridobljenega na tem področju in pa s kombinacijo mladih moči, ki so se nam pridružili, da bomo čim več volivcev prepričali, da bo ta odstotek, ta delež naših svetnic in svetnikov v občinskem svetu čim višji, pa velja za vse tri, da bomo skupnimi močmi zmogli to, kar smo si začrtali in o čemer smo malo prej govorili. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala pa.